ki so v domeni javnega zdravstva, relativno dobro ščitijo podatke pacientov. Zdaj, drugo vprašanje pa jaz mislim, da je to, kako komercialna podjetja ravnajo s podatki, kam naša DNA potuje iz enega laboratorija v drugega. Velikokrat je tako, da je podjetje, kamor pošljemo naš vzorček, samo neko podjetje, ki potem naprej razpošilja naš vzorec na druge, k drugim ponudnikom, ki zelo poceni, mogoče na Kitajskem, zelo poceni opravljajo genetske teste. Tako da nekako, ko pošljemo naš vzorec čez mejo na neko komercialno podjetje, zgubimo tisti pregled nad tem, kaj se z našim vzorcem dogaja, še bolj pa zgubimo pregled nad tem, kaj se dogaja z našimi podatki, ki pa vemo danes, da ni problem. Do vprašanja varovanja podatkov bova še prišla, tudi zaradi tega, ker največji svetovni ponudnik oziroma najbolj uspešen za genetske raziskave 23andMe je nekako razvpit ravno zaradi tega, ker ko preiskavo opravimo pri njih, oni postanejo lastniki naših podatkov. Hkrati je v tem pogledu bila zelo pomenljiva njihova povezava, ko so letos začeli sodelovati tudi z Amazonom. In kakšni bodo zdaj tle izsledki, bomo napeto spremljali. Mogoče bi pa samo, da poskusiva biti malo bolj oprijemljiva, kje lahko danes vidimo neke rezultate genetskih preiskav in kaj se dela s temi rezultati v praksi. Ena izmed bolj znanih ali pa nam blizu raziskav so prenatalne preiskave. Se pravi, po zanositvi se v nosečnosti preverja, ali je na plodu, ali so kakšne nepravilnosti. Ali opažate recimo v zadnjem desetletju oziroma z napredkom teh preiskav, kako odkrivanje teh napak vpliva na prekinitve nosečnosti, da ne rečem čiščenje populacije? Ja. V resnici dobrih podatkov za to, kakšen bi bil trend potem, ko smo vpeljevali genomske metode, nimam. Lahko pa v smislu tega trenda vsaj deloma pomirim, da večino sprememb, ki jih najdemo, ali pa zelo velik delež sprememb, ki jih najdemo recimo pri bolniku, ki ima bodisi eno od redkih genetskih bolezni, v velikem deležu te spremembe nastanejo na novo, tako da starša nista nosilca, sprememba se na novo pojavi pri plodu, pri otroku, tako da ti starši v bistvu skoraj da nimajo povišanega tveganja za to, da bi imeli še enega otroka. Tako da v teh primerih, ti primeri gotovo ne vplivajo na povišanje prekinitev nosečnosti. Velikokrat so pacienti, ki pridejo k nam, nezainteresirani samo zato, da bi jim ponujali prenatalno testiranje, ampak jih dejansko prihajajo tudi zaradi tega, da se jim postavi diagnoza. Nekateri pacienti iščejo več, smo imeli primere tudi po več desetletij, kaj je njihova diagnoza in ali gre za genetski vzrok ali kaj drugega. In tudi v teh primerih lahko to vpliva na morebitne terapevtske intervencije, da spremenimo njihovo obravnavo. Včasih je to izjemnega pomena, včasih se je že zgodilo, da so pacienti potem, ko smo opravili genetsko testiranje, shodili, čeprav so bili prej več let na vozičku. Tako da kakšnega posebnega trenda sam v praksi težko rečem, da bi opazil. Nimam pa dobrih in jasnih statističnih podatkov o tem. Kako pa konkretno pri vas rešujete vprašanje varovanja podatkov? To je ena izmed tistih skrbi, kaj se s podatki dogaja, in čeprav morda pri nas takih odmevnih primerov ni, pa je v tujini zelo veliko primerov vdorov v zdravstvene sisteme, kjer pride do nepooblaščenih dostopov do posameznikovih zdravstvenih podatkov. Zdaj genetski podatki so, jaz mislim, da osebni podatki najvišjega reda gotovo, zato ker vsebujejo osebno identiteto pacienta jaz mislim, da najbolj širokem pomenu možnem. In zdaj res je, da zdravstvene institucije smo se zelo veliko ukvarjali s tem, kako zagotavljati zasebnost, veliko manj pa smo se posvečali tem, kako zagotavljati varnost. Tako da veliko je bilo v resnici teh ransomware napadov in ostalih napadov na zdravstvene sisteme zdaj, katerih ne moramo preprečevati v bistvu, ampak
bistveno pa je, da se začnemo ukvarjati tudi z varnostjo na spletu, predvsem za to vrstne podatke. Ampak isto velja tudi za vse zasebne informacije, ki so v zdravstvenih sistemih. Tako da vsaj toliko dobro kot druge genetske informacije moramo varovati tudi genetske podatke. S tem, da je tukaj še dodaten problem identifikabilnosti. Se pravi, naš genetski zapis je naša identiteta še veliko bolj kot naš prstni odtis, recimo neizbrisljiva identiteta, ki ostane celo življenje. Zato je za genetske podatke še bolj ključno, da jih ščitimo, sploh zdaj v času, ko smo v genomski eri, ker skupaj z identiteto pridejo tudi informacije o nagnjenosti za bolezni in podobne stvari. Tako da jaz mislim, da nas čaka še veliko dela na tem področju, poleg zasebnosti tudi varnosti, ampak to je na kratko. Ker ena izmed dilem strani potrošnikov oziroma bolnikov je tudi to, da po eni strani si zelo želimo napredka znanosti, kar pomeni, da logično seveda ne bi nasprotovali temu, da so naši podatki uporabljeni v neki raziskavi. Problem pa je, ko ti podatki nenamerno pridejo nazaj do nas. S tem se v bistvu nanašam na javne baze podatkov, ki so v zadnjem času spodbudile kar nekaj razprav, in sicer, če omenim en primer iz ZDA, kjer so zaradi obstoja javne baze genetskih podatkov po 30 letih našli serijskega morilca. Zdaj, seveda, v tem primeru bi zelo grobo lahko rekli, da je bilo to dobro, ampak vedno lahko gledamo tle, kaj se zgodi, ko nekdo te stvari izkoristi v negativne namene. Zdaj, tukaj je zelo pomembno, da v bistvu še vedno ločujemo medicinski sektor, ki se ukvarja z diagnostiko redkih bolezni, in pa ta komercialni sektor, kjer se je tudi zgodil ta primer, ki ste ga zdaj omenili. Jaz bi tukaj sam rad izpostavil mogoče eno pomembno take home message današnjega srečanja je gotovo to, da podatke naše vsekakor moramo deliti za dobrobit ne samo pacientov v Sloveniji, ampak zaradi dobrobiti celotne človeške populacije. Ko recimo mi analiziramo podatke enega od naših bolnikov, otroka recimo z epilepsijo, uporabimo podatke 100,000 ljudi iz celotnega sveta, zato da vidimo, kaj so tiste spremembe, ki so del naše naravne spremenljivosti našega genoma, in da lahko ločimo tiste spremembe, ki so dejansko povezane z boleznijo. In pri tem uporabljamo podatke več kot 100,000 ljudi, sicer združene tako, da so neidentifikabilni, ampak to je ključno. Poleg tega je recimo tudi ključno, da ko najdemo povezavo med genetsko spremembo pa boleznijo, da to delimo s kolegi po svetu. Tako da tukaj je velik interes tako naših bolnikov, tako kot nas, da najdemo poti, da po eni strani zagotovimo zasebnost naših pacientov in zagotovimo zasebnost v tej genomski eri, po drugi strani pa, da ne omejimo tega preveč na škodo celotne populacije, sploh tistih bolnikov z redkimi boleznimi, ki najbolj rabijo to informacijo. Zdaj, ta primer, ki se je zgodil ki pa se je po drugi strani zgodil v enem od komercialnih podjetij, je pa v bistvu zelo zanimiv, ker se mi zdi, da govori o tem, da naš genom ni sam naš prstni odtis, ampak da je naš prstni odtis, ki je zelo podoben našim sorodnikom. Se pravi, vse gene, vaš naš genetski zapis, ki ga imamo, podedujemo od naših staršev, oni od svojih staršev in tako naprej. In tukaj so uporabili podatke, ki so bili v bazi jaz mislim, da prek 600,000 preiskovancev v Ameriki, in sicer so na podlagi vzorca, ki ga je pustil ta storilec na mestu dejanja, identificirali zelo bližnjega sorodnika, in potem so v bistvu z sorodnika tega storilca in potem so kontaktirali tega sorodnika, če je pripravljen sodelovati v tej preiskavi, in zelo dobro zožili tiste sorodnike teh preiskovancev, ko so jih pomečali v bazi in dejansko identificirali storilca. Zdaj, tukaj je zelo veliko stvari, ki bi se jih dali komentirati. In sicer, jaz mislim, da se tukaj zelo dobro izkazuje to, kaj se dogaja, ko ko želje tistega, pri katerem se dela genetska preiskava, oziroma ko njegove želje niso ravno poravnane s željami
tistega, ki ima v lasti njihove podatke. Se pravi, ko mi dobimo, ko mi napravimo analizo za naše paciente, je naš namen sam eden, in sicer to, da najdemo vzrok bolezni. Zdaj, ko pa pošljete svoj vzorec in ko ima v lasti oziroma ko dobi podatke nekdo v komercialnem sektorju, pa vaši interesi mogoče niso več v ospredju. In jaz mislim, da se je tukaj tudi to zgodilo, da v bistvu v sami obveščenem pristanku tega podjetja, ki je imel teh 600 tisoč prebivalcev v Ameriki, dejansko ni bilo klauzule, ki bi obveščala nekoga, da se bodo njegovi podatki uporabili, tega sorodnika recimo, da se bodo njegovi podatki uporabili v namene identifikacije. In še večja dilema tu je, da oseba, do katere se je na koncu prišlo, ni imela nobene povezave, direktne z samo preiskavo. Se pravi, bi rekli, da niti ni dovolj, se ne moremo zaščititi niti na način, da se ničemu izognemo, se pravi v tem primeru genetski preiskavi. Ja, tako, tega storilca sploh ni bilo v tej bazi, ampak so identificirali v bazi enega od njegovih sorodnikov, ki je bil pripravljen dati dodatne informacije. Se pravi, to je zelo veliko vprašanje, ki se mi zdi, da presega samo vprašanje individualnosti, ampak postaja skoraj družbenega pomena. Koliko si pa genetskih informacij v bistvu delimo kot sorodniki, kot širša družba. In tukaj je zelo težko v bistvu priti do konsenza, se mi je pa zdela zanimiva raziskava, ko so jo pravili, jaz mislim, da v letošnjem letu, ko so dejansko Američane iz Teksasa sprašvali, a bi bili pripravljeni vaše podatke deliti v namene identifikacije, recimo pri takih zločinih, in jaz mislim, da so preko 80% rekli, da ja. Če so zločini nasilne narave, če pa niso, pa mislim, da je bil ta delež pristanka bistveno manjši. Tako da v bistvu tukaj se gre za vprašanje, ko tvoja genetska informacija nisem tvoja, ampak je v bistvu povezana tudi s svojimi sorodniki in z celotno družbo. Tako da to je nekaj, o čemer se bo treba še veliko pogovarjati in tudi vprašati ljudi, kaj mislijo o tem. A ste kaj optimistični glede tehnologije blockchain? Ta se je v zadnjem letu in dveh razširila. Od lani do letos je na področju zdravstva nastalo od 40, pa danes je že več kot 150 projektov. Med njimi so tudi tisti, ki se nanašajo na genetske preiskave, in kar blockchain v tem smislu rešuje, je, se pravi, transparentnost pri tem, kdo dostopa do podatkov posameznika, rešuje problem, da je posameznik lahko udeležen v sami monetizaciji podatkov in da ima tudi nadzor neposredni v realnem času, komu bo dostop omogočil in komu ne. Zdaj, blockchain je zanimiv predvsem potencialno, kolikor ga jaz razumem v zdravstvenem smislu oziroma v smislu genetskih podatkov, v tem res, da se da podatke nazaj pacientu in da on upravlja s tem, zakaj se uporabljajo podatki, v kakšne namene. Jaz mislim, da je bilo omenjeno tudi, da lahko v smislu monetizacije lahko razmišlja o uporabi teh podatkov. Zdaj, ena stvar, ki je, jaz mislim, da so neke tehnične prepreke še pri tem, in sicer ta, da ena glavnih preprek je v tem, da ko so podatki centralizirani, recimo v bolnišnici, tako kot so v kliničnem centru pri nas, se vedno s temi podatki nekaj dogaja. Če recimo pri naših pacientih ne najdemo s prvo preiskavo in s prvim pregledom podatkov takoj vzroka, mi upravljamo konstantno ponovne interpretacije. In zdaj, če bi blockchain tehnologija pri tem nas ovirala, bi bil za nas to kar problem. Poleg tega blockchain, jaz mislim, da je tudi podatkovno intenzivno. Blockchain ima lahko probleme pri zelo podatkovno intenzivnih transakcijah, če si pravilno predstavljam. In sicer genomi so recimo 100 gigabajtov, se pravi ogromni. In zdaj vprašanje je, kako gladko bi šle te transakcije in enkripcije prek blockchain sistemov. Tako da zaenkrat se mi zdi zelo zanimiva rešitev, ker ves čas je vprašanje lastnine podatkov. Se pravi, če so podatki last pacientov, a ni prav, da jih imajo doma, in če jih imajo doma, a ne bojo na nekem CD-ju, na nekem zunanjem disku in mrtvi, ali z njimi lahko kaj upravljajo. Zdaj,
Če vprašate naše paciente, je zaenkrat v Sloveniji interesa za dostop do svojih podatkov relativno malo. Do zdaj smo imeli od 3000 preiskav vseh genov, ki smo jih upravili do zdaj, samo 3 posameznike, ki so si želeli podatke v svoji lasti zaradi tega, ker jih je zanimalo, kako izgledajo in tako naprej. Ampak tega interesa je zelo malo in vprašanje je tudi, ko bojo podatki v lasti v smislu blockchaina pri pacientih, koliko bojo omogočali dostop do njih v raziskovalne namene. To je pa ena potencialna rešitev tega problema, ker se mi skozi ukvarjamo s tem, kako bomo vse te podatke lahko držali. V naši instituciji mi generiramo dnevno lahko 200 giga podatkov in to nam prepravlja vse diske, vse kapacitete naše, kako to hraniti varno in kaj s temi podatki in kako jih predajati pacientom. Blockchain je ena potencialna, dober razmislek se mi zdi o tem, kako distribuirati to v tem smislu. Še ene stvari bi se dotaknila, preden zaključiva, in sicer novih tehnologij na področju genetike. In to so tehnologije, ki omogočajo samo modifikacijo genetskega materiala. Tu se pojavlja ogromno vprašanj. Recimo, če se omejiva na etiko, CRISPR-Cas se omenja kot tehnologija, ki bi blazno lahko vplivala na zmanjševanje bolezni in na njihovo nove načine zdravljenja. Je pa tu tudi vprašanje, koliko nevarnosti te tehnologije predstavljajo v obratni smeri. Se pravi, da se to uporabi kot orožje proti nekomu v namen škodovanja. Ja, zdaj genetske bolezni, prvo vprašanje, ki ga postavijo starši, ko zvejo, da ima otrok genetsko bolezen ali pa sorodnik, znanci, to, kako pa pozdraviti to. In nažalost danes moramo, ali pa kolegi morajo v velikem deležu primerov reči, da žal danes zdravila za to ni. Zato smo cela genetska skupnost navdušeni nad novimi napredki in sicer recimo zdaj je zelo aktualna tehnologija CRISPR-Cas9, ki uporabljajo, ki omogoča to, da v bistvu usmeriš spremembo na neko mesto v genomu in popraviš eno specifično črko v tisto, ki si jo želel. In zanimiva je ta tehnologija zaradi tega, ker jo je relativno enostavno dizajnirati, take spremembe in zato, ker je njena uporaba relativno enostavna. Zdaj, kaj to pomeni relativno enostavna? To, kar bom povedal zdaj, v bistvu je to, da ena stvar je to, kako deluje tehnologija na celičnih sistemih, druga stvar pa je to, kako pozdravimo človeka z genomskim editingom. Zdaj, tehnologija se je izkazala, res je bilo veliko tako imenovanega hypa okoli tehnologija, ampak izkazalo se je, tako kot se pri vseh novih tehnologijah, da bi bil mogoče ta hype vsaj malo prevelik v začetku. Izkazalo se je, da tehnologija ne reže tako natančno in medtem, ko popravljaš svojo mutacijo, lahko prerežeš tudi kakšen drug del v genomu, ki si ga ne želiš. Se pravi, ta točnost sprememb ni taka, kot smo pričakovali na začetku, ampak na tem se dela ogromno in upamo, da bo v prihodnosti to tudi bolje delovalo. Bila so tudi poročila, da ko tehnologijo CRISPR-Cas oziroma sistem CRISPR-Cas vnašamo v človeško telo, lahko razvijamo imunski odziv, ki zavrne tako terapijo. In tudi to je ena takih skrbi o tem, kako bomo lahko naše paciente zdravili s to tehnologijo. Kar pa je res, je pa to, da kljub temu, da sem rekel, da je relativno enostavno, gre za izjemno zahtevne postopke. In sicer neki terapiji, ki jih uporabljamo za popravljanje genetskih mutacij, v resnici je že na tržišču oziroma v kliničnih študijah. In sicer obstajajo genetske terapije, ki jih uporabljajo za zdravljenje dednih oblik slepote, pri Leberjevi kongenitalni amaurozi recimo. In tam v bistvu v oko, v celice mrežnice vbrizgajo virusni vektor, ki okuži celice in spremeni zapis genetski tako, da popravi tisto mutacijo, ki povzroča slepoto. In z zelo dobrimi uspehi, jaz mislim, tako da to so zelo razburljive stvari. Glavni problem pa je to, da recimo ena taka terapija na oko stane 460 000 evrov. Tako da lahko si predstavljate, kako je v bistvu zahtevno že, če si že za enega pacienta dizajnirati zdravljenje.
in kako težko je doseči to, da sploh tisto eno spremembo spremeniš tako, kot bi si jo želel. Tako da se mi zdi, da če bi to izbirali kot orožje, bi bilo to zelo slabo in zelo mnogo predrago orožje. In zdi se mi, da vsaj še neki desetletji ne bomo tako suvereni za CRISPR-Cas tehnologijo in za drugimi tehnologijami modifikacije, da bi lahko dejansko vplivali na naš zapis na tak način. Na kakšni podlagi pa se vi recimo odločate, pri kateremu pacientu boste šli v neko zdravljenje z neko genetsko modifikacijo, če obstaja toliko tveganja za zavrnitvene reakcije, za negativne učinke? Zdaj, v resnici ta genetska terapija je dosegla svojo revolucijo šele lani, tako da trenutno je samo na svetu nekaj redkih kliničnih poskusov na tem, tako da dejansko to še ne uporabljamo v rutinski praksi. Se pravi, iščemo paciente, ki imajo mutacije in za nekatere specifične mutacije obstaja genetska terapija. Tako da to je zelo en ozek nabor za eno specifično obliko kožne bolezni, za eno obliko slepote oziroma pa za 2 hematološke bolezni. Tako da tržišče je zelo majhno. In trenutno vse paciente vključuje zelo redke paciente po svetu, recimo v Sloveniji mogoče imajo tako mutacijo, ki bi ustrezala, ki bi bila ok za tako terapijo, mogoče samo eden. Tako da so to samo klinične študije še zaenkrat. Ni to še nekaj, kar bi rutinsko uporabljali in tudi ne vem, kako bomo glede na to, kakšni so stroški. No, ampak optimistično gledano, recimo čez 10-20 let, glede na napredek znanosti, lahko pričakujemo ali ne, da bo tega vedno več? Jaz zelo upam. CRISPR-Cas9 ima sicer neke omejitve, ki bodo vedno pomembne, tako kot druge, tudi te tehnologije. Jaz mislim, da bo vedno ostala to izjemno draga terapija, zato ker bojo zdravila morala biti prikrojena pacientovem genetskem zapisu, kar je izjemno drago in izjemno zahtevno narediti. Tako da jaz mislim, da bo to ostala zelo draga terapija. In te bojazni v smislu imunske zavrnitve bodo kvečjemu vplivali na to, da ne bo delovala. Vprašanje pa dvomim pa, da bi kakšne druge hujše posledice, ampak trenutno je res še premalo podatkov, da bi to vedeli dokončno. Na tej točki bi jaz mogoče samo še publiko vprašala, če je kje kakšno vprašanje, ker nam že zmanjkuje časa, sicer bi pa se lahko pogovarjali še 3 dni po mojem. Res je. A bova midva spet vprašala, a si je kdo premislil, a bi si kdo dal narediti genetsko raziskavo ali pa ne vem, boste razmislili o tem? Če bi jo dobili, če bi vam jo kdo podaril, a bi poslali svoj vzorec? 23andMe ponuja za $49 Black Friday preiskavo. Mislim, če bi vam jo podarila, bi poslali vaš vzorec v Ameriko ali ima kdo kakšno misel? Ali se komu zdi sumljivo, da lahko, v bistvu testi niso tako poceni, da bi lahko za €49 v resnici naredil tako preiskavo, ki jo ponujajo. A mislite, da je ta cena nizka skrita kje, oziroma zakaj tako radi ponujajo tako nizko ceno? A je kdo razmišljal o tem? Zelo podoben kot pri Googlu se mi zdi, kar se mi zdi tudi malo povezan s tem, da je, jaz ne vem, če je še zdajšnja direktorica Ann Wojcicki, žena oziroma sestra od Susan Wojcicki, ki je žena od enega od direktorjev Googla. Ja, tako. Če ni celo ona. Mislim, da je celo ona. No, zdaj smo naredili reklamo pa antireklamo hkrati. Ja. Dobro, noč, če ni vprašanj, potem bi se vam jaz zahvalila za poslušanje, pa seveda hvala še enkrat, dr. Marar. Hvala. Takole. Tehnologija.
bo konc tega. Kaj že sledi? Aha, seveda, le kako sem lahko pozabil. Torej še enkrat hvala Aleš Mravar in Tjaša Zajc. To so bili etični vidiki genomskih raziskav. Sledijo pa in tudi preklop v angleščino Sex Robots from Extensions to Independent Entities. Spolni roboti od podaljškov do samostojnih entitet. Že čez nekaj trenutkov. EPP.
Switching to English, I think it's time for our next topic. Title is Sex Robots, from Extensions to Independent Entities. Spolni roboti od podaljška do samostojnih entitet, tokrat v angleščini. Contributors. Eleanor Wadman is a History of Design graduate from the Royal College of Art and Victoria and Albert Museum joint MA program. Her thesis proposed an alternative manifestation of the sex robot through design strategies based in notions of materiality and interaction. She is an active member of the campaign against sex robots, which we heard about more by Kathleen Richardson on Wednesday. In addition to her art and design, creative and research practices that include projects with the Venice Biennale, L'Oréal, and Leave Honey. Oh, sounds like a track by Larry Levan. Does it? Like Leave Honey. I know that's Love Honey, yeah. Okay. Sorry. And contributing as well, Renata Schreiber. I'll do it in English. There we go. A lecturer and researcher in the field of cultural and social anthropology and sociology, she derives from feminist theory and gender studies, genderization and its deconstruction. She's the author and co-author of numerous articles, 4 scientific monographs, and 3 booklets of feminist short prose. Cheers. She's a lecturer of undergraduate and master's program at the Faculty of Education, University of Ljubljana, and in the last 2 years she also teaches on the Erasmus Exchange program at the Faculty of Social Work, also University of Ljubljana. She's co-founder of the FEMA movement, Feminist Action, and the FEMA Center, Institute for Transformative Studies and Operations. Ladies, take it away. Perfect. Good afternoon, everybody. Thank you very much for inviting me here to speak today. As thank you in the kind introduction, my name is Eleanor Wadman, and I graduated this year from my Master's in History of Design, which is a joint program run between the Royal College of Art and the Victoria and Albert Museum in London. My talk today reflects on the research that I did throughout my Master's that proposes a new design methodology for the sex robot. Now, the contemporary definition of the sex robot is as a substitute partner with a customizable humanoid body and personality. This definition and manifestation is problematic. It objectifies female bodies, ingrains gendered biases, and determines human relationships as secondary. I propose a new design methodology for the sex robot that is designed to promote an enhancement or creating a new sexual experience with technology whilst trying to problem solve the cited issues of the sex robot. My objectives in terms of the methodology I propose include an inclusive user audience, so beyond the male and heteronormative one that the sex robot only offers currently. A utilization of non-humanoid forms to avoid objectification. A promotion to design for sexual experience and pleasure, and for further consideration of materials in design. I will firstly determine how the sex robot is contemporarily defined, and then through a design analysis, demonstrate the sex robot's issues of objectification and its symbolic consequences, such as constructing a fully compliant sexual partner in human image that is owned by its user. After this analysis, I will propose an alternative methodology for design through strategies evidenced by case studies of sex technologies that inspire a more fluid approach to offer infinite possible transformations for the sex robot of the future. The academic debate that surrounds the sex robot is broadly split between those that hail it as a sexual utopia or as the destruction of human relationships and an exacerbation or condoning of sexual violence. Despite this split in opinion of the technology's consequences, both sides of the discourse broadly define the sex robot similarly. As a machine for sexual function, which is humanoid, acts and behaves human-like, includes some form of artificial intelligence, and is promoted by its creators as a viable alternative to a human partner. This vision of the sex robot overwhelms debates despite its capability and appeal remaining hugely speculative.
So how does the current design and capability of the sex robot match up to this speculative definition of either sexual salvation or a destructive alternative to human relationships? This is Harmony from Realbotics, the first sex robot available for commercial purchase as of this year. It remains ubiquitous with sex robot innovation. Harmony is a robotic head compatible to fit on the bodies of its parent company's sex dolls, the Real Doll. Harmony's eyes, mouth, and head move restrictedly, whilst the body is completely immobile. It communicates through accompanying AI app that syncs to the head to relay speech and other facial movements. Harmony's face and hair are interchangeable, so that the robot can take on a number of different personas. Its eyes blink and look around to recreate gaze, and the mouth moves in time to speech, but does not realistically recreate the movement or shapes of speech. Harmony is fully customizable and offers countless choice, including 16 different bodies for purchasers to choose from, with the most popular model, Type F, shown here. Its measurements are a 37-inch bust, a 24-inch waist, a 37-inch hip, standing at about 5'1" in height and weighing between 75 and 80 pounds. These unrealistic proportions both objectify and sexualize the female body, exaggerated by its customizability, which grants users power over the design of its female body. Indeed, these choices include 31 faces, 5 skin tones, many eye, hair, and makeup colors, 4 styles of pubic hair in 4 different colors, and 22 textures, 10 colors, and a multitude of measurements of nipples. This personalization reinforces the feeling of ownership of this sexually compliant body and the control the user has over it. Furthermore, whilst these possibilities are to some extent diverse, they are contained within unrealistic attributes and promote specific expectations. So, for instance, this is the natural style of pubic hair that I'm sure you'll agree is far from natural and actually extremely sculpted. As another example, these are the options of vaginal inserts. The vulvas offered are all the same color and have symmetrical labia, far from representative of the